Bonsoir. Vikic! Kako ste kaj? Se počutite dobro? Stavijo da se. Mi dve smo muzikalki. Tanja in Maša. Pustite svoje probleme zunaj. Torej, vas je življenje razočaralo, ha? Pozabite! Tukaj ni nobenih problemov! Tukaj je življenje čudovito. FDV je čudovit. Vreme je prekrasno, nastopajoči bodo prečudoviti, študentje so, ulala, ostali so... Okej. Midve so prečudoviti, celo najen orkester je prečudovit. Ki ga pomala, ni orkestra. Aha, tonci so... Okej. Dobrodošli v kabaret. Pesem iz legendarnega muzikla Kabaret sta izvedli Tanja Pečenko in Maša Tisar. Sicer vas tja ni ne vabila. Sicer vas mi v kabaret ne vabimo, tudi nahajamo se pač nekoliko daleč od vzhodnega Berlina in zgodnjih 30 let 20. stoletja. Vendar na to iz repertoarja današnjega druženja z razlogom ne vzame igrivosti. Snovalci večera smo odločeni, da vas obvarujemo pred strahotami dolgočasja, ki večkrat prizadanejo tovrstne dogodke. In znova potrdimo zmožnost v vero druženja z inteligenco, da smo tukaj skupaj, da se zabavamo sproščeno. In ustvarimo pogoje tega druženja tako, da pač vas jaz najprej pozdravljam in ker je ta dogodek še posebej poseben, nekako prvi med vsemi, vas bo pozdravil še dekan naše šole in to je redni profesor Vojko Bučar. Life is a cabaret, kdo to bi bolj švedno termina, če malo ven pogledati. Skupaj z vsem tistim, seveda, kaj ste se obe muzikalki malo prerivali med sabo, pa tako naprej. Ampak ste rekli, da ne smem govoriti o žalostnih ali o bolj resnih zadevah. Zato moram reči, vesel sem, da ste prišli v takem velikem številu, študenti mednarodnih odnosov, študenti evropskih študij. Vesel sem, da ste se konec koncev zbrali na predvečer Dneva mladosti. Dan mladosti je že od nekdaj bil v teh krajih relativno pomemben. Ravno tako, kot smo se jezili na vse tiste uradne prireditve, takrat štafete mladosti pa take stvari, ampak nikoli čez žure, čez te se nismo nikoli prežvali. In seveda tudi sem vesel, da so se posvojiti ta tradicija nekam naprej nadaljevala. Jaz ne bom predolg ta večer, bom pozabil na to, da sem profesor. Ta večer vam želim, da se dobro zabavate in da greste potem vsi polni energije v to
življenje, kakršnokoli gre tam zunaj. Hvala lepa. Iskreno hvala dekanu za te prelepe besede in upamo, da se bomo mladi in mladi po srcu zabavali na ta predvečer dneva mladosti in skupaj v njem uživali. Ustvarjalno popotovanje sicer nismo začeli v Jugoslaviji, ampak v New Yorku, v srčiki ameriške odrske produkcije Broadwayu. Ešojevci in MO-jevci so svojo široko paleto glasbenih in gibalnih podvigov za nas pripravili popotovanje ne samo med različnimi deželami, ampak tudi stili. Tako so nam študenti predstavili na eni strani z izvanjem te najbolj klasične klasike, na drugi pa z najbolj popastim popom. Tanja in Maša sta nas predstavili močno naličene in zadimljene prostore magičnega kabareta na prizorišče predvojnega vzhodnega Berlina. Čeprav ne ostajamo v kabaretu, jaz se sicer bolj tresem kot obe prejšnji izvajalki, se bomo še vedno nekaj časa zadržali v Nemčiji, kjer se je rodil in ustvarjal romantični skladatelj Felix Mendelssohn. Kljub temu, da so njemu učitali konzervativnost in za razliko od Wagnerja ni svojih množic in žensk spravljal v obup in oboževanje ter prijateljem gradil žena, se je v njegovem tangu videl neokretljiv temperament. Poleg vsega bi bil Mendelssohn gotovo navdušen nad širjenjem človekovih pravic. Tako mu ne bi bilo treba iz judovske svoje vere spremeniti v protestantsko in k židovskemu priimku dodati še en priimek. Predstavil se vam bo godalni kvartet, Ingrid Marot na prvi violini, Zali Geršak na drugi violini, Eva Koprivšek na violi in Nina Beja na violončelu, ki bodo najprej nam zaigrali tango, nato pa še pesem neznanega avtorja, Jabolke in češnje. Lepo prosim, če naš godalni kvartet prihaja odar. Felix Mendelssohn, tango in jabolke in češnje.
Evi in Nuni. Zdaj pa kar nadaljujemo. In sicer pridružite se mi v Napoliju. Napoli je mesto, ki je dom operi, klasičnim italijanskim šlagerjem. Njihove narečne pesmi pa so podlaga za marsikatero pop mojstrovino tega časa. Napoli je bil tudi dom Enrika Carusa, svetovno znanega opernega pevca, ki mu je Lucio Dalla napisal pesem iz klasične napolitanske ljudske, pa je vzel stavek Te voglio bene assai, rad te ima, tako zelo, zelo, zelo. Zaliv Sorrento ima zaradi svoje opevanosti praktično ženitski status, prav tako pa napolitanska mafija. Italija je dom opere, ki je nastala tako, da so vrlo pametni učenjaki v renesansi napačno interpretirali, kako je izgledal antični teater in so mislili, da je tak, kot je danes opera. V nasprotju z Mozartom, ki je napolitanski skladatelj iz 18. stoletja, Giovanni Paisiello prevedel dramatičnost v svojih delih do ekstrema in postal eden izmed najbolj priljubljenih opernih skladateljev. Najbolj bi feministična teorija prek njegove pesmi Chi vuole Zingarella, kdo si želi cigančico iz komične opere Li Zingari in Fiera, Cigani na sejmu, precej natančno lahko določila 18. stoletje kot zelo seksistično in naklonjeno trgovini z ženskami. Anja Lubančič bo spraševala naše gospode, kdo si želi luškano, prebrisano, lepo cigančico, na klavirju pa jo bo spremljala Jana Osojnik. Najlepša hvala Ani Jovančič in Ani Osojnik, ki jo bomo na klavirju še nekoliko obrežali. Najbolj popularen avtor klasične dobe, Wolfgang Amadeus Mozart, je za prej nekatere največji skladatelj vseh časov, vsekakor pa genij.
Njegovi sodobniki so ga opisali takole. Na njegovi pojavi ni bilo nič posebnega. Bil je majhen in njegova pojava razen velikih, ostrih oči ni kazala znakov genija. Barva obraza je bila usmiljena vredna, spominek na koze iz otroštva. Kako velik je bil njegov genij, kaže tudi dejstvo, da je pri 17 bil dvorni glasbenik v Salzburgu. Ampak to mu ni bilo dovolj. Šel je po finančno tvegani poti in do 35. leta ustvaril obširen opus. Košček tega, Andani Abeceduru, boste izvedli Aleksandra Pavlič na flauti in Janov Sojnik na klavirju. Kot bi rekel veliki avstrijski pesnik Falko, Rock me Amadeus.
Hvala lepa. Radost od Boga nam dana, hčerka ti elizijska, v tempelj, kjer si nam prižgana, stopamo božanstveno. Združil čar nam tvoj bogatje, kar razbil je kruti čas. Vsi ljudjem so bratje, če jim ti razvedriš obraz. Schillerjevo odo radosti je v glasbi Mozartov naslednik Beethoven. V orkestrski priredbi Herberta von Karajana pa je postala himna EU in simbol povezane Evrope. V izvedbi Tine Hočevar in Mirjane Nikolovske pa bo oda radosti dobila tudi koreografijo. Iz klasične glasbe in opere bomo prišli, ko že zimzelene vode sta nakazali tudi naši dve plesavki. Tako na področju najbolj nežnega roka, kot najbolj poznane slovenske, klasične, filmske in tudi ljubezenske glasbe. Brez družbeno angažirane note pa bi si težko predstavljali druženje. In morda je izvorno pesem Modern Words skoncentrirana na situacijo dveh, oziroma stereotipnega položaja dojemanja iz
izkazovanja ljubezni. Ženski spekter skozi besede in moški spekter skozi fizisk. Vendar kot študenti MU in EŠO moramo biti sposobni videti širšo sliko. Torej, če prenesem, nas ameriški duo Extreme opozarja, da vse preveč blepetamo, tudi jaz, namesto da bi kaj storili. Pojavlja se vprašanje, kaj bi storili, če bi ostali brez besedila in vzgovora. Modern words, dan današnjem govorjenja prepolnem in dejanja odsotnem milijeju bolj aktualna ne more biti. Andreju Reliču na kitari in Janju Sojnik za mikrofonom pa bo sledila še slovenska filmska klasika. In sicer je Vesna ena izmed prvih simpatičnih slovenskih romantičnih komedij, ki je prekinila partizanske filme iz 50-ih let in jo je v kinu videlo več kot 100.000 ljudi. Nadaljevanje Vesne bo poznamo najbolj po pesmi Frana Milčinskega. Mislim, da ste jo že ugledali. Ne čakaj na maj. Zastanjeno skladbo je v istoimenskem filmu izvedla Olga Bedjanič. Danes pa se bodo z njo predstavili Kristina, Jana, Maša, Ana Marija in Anja. Najprej pa Morgan Words, Ana Sojnik in Andrej Relič.
tik-taka, kliče ljubav. Zakaj čakala bi na manj? Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj mrti je sonce in rože zakaj. Saj lička so rožniti cveti, v očih žarek sonca sveti. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj mrti zelenih trat. Srce nič ne čaka, bije tik-taka, kliče ljubav. Zakaj čakala bi na maj? Kristina, Jana, Maša, Ana Marija in Anja, hvala lepa za to prelepo pesem. Z muzicom smo začeli, z muzicom počasi tudi končujejo. Anything You Can Do je spopolniral Irving Berlin za musical Annie Get Your Gun, ki je leta 1946 doživel velik uspeh na Broadwayu in v takratni modi postal tudi film. Pesem predstavlja bitko med spoloma, kaj pa drugega. Tekmovanje, ki ga ponazoruje replike Anything you can do, I can do it better. I can do anything better than you. Za vas boste ta prepir uprizorili Tanja Pečenko in Maša Tisar. Ne znaš, ne pa ne, a nimaš? Maš ne? Se slišiš? Recimo. Ja, ne, kako smo sama leta, ne pa ne, ne pa ne. O, ja, pa ja. Ne pa ne. Pa kaj ti imamo to delaš, ne? A lahko? To je moje, ne pa ne, ni moje. Prosim. Anything you can do, I can do better. I can do anything better than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Jaz ne slišim uspjev. You can. Can anything. A lahko še enkrat, no. Tle smo še tako dobro sprigali. Ne pa se nisem. Mislim, v bistvu je bilo tako, ne, da po mojem je ona naročila, no, in to smo se zdaj Ja. fauš naredila. Ja, jaz sem videl vsega tega. Ja. Lepo posvetovali. Anything you can do, I can do better. I can do anything better than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Oh, no, you can't. Yes, I can. Yes, I can. Anything you can be, I can be great on sooner or later. I'm greater than you. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. Yes, I am. I can shoot a partridge with a single cartridge. I
sem mogla odločiti, katero od vaju, kaj dela boljše, obe sta čudoviti. Še en aplavz za naš. Ampak nismo še čisto na koncu in pred pogostitvijo nas čaka še en glasbeni sladkiš, obljubljeno presenečenje. Kaj odlikuje izobraževalni proces? Kaj je tisto, kar želimo pridobiti od našega študijskega programa? Najbolj je to na prvem mestu uporabno znanje in odločina, kako ga pridobivamo, je odvisna njegova kvaliteta. Za razvoj študenta je profesor ključen, prav tako sodelovanje med profesorjem in študentom. Pravi mentor je tisto, kar si želimo, nekdo, ki mu s ponosom reče profesor. In sodelovanje med profesorji in študenti se nadaljuje tudi po šoli. Predstavljamo sladkiš današnjega večera. Odtek krepenenje vam bo zapel odlomke popularnih pesmi v različnih jezikih in končal naše glasbeno pesmo po potovanju po svetu. Krepenenje bo spremljal Boštjan Udovič na klavirju. Hvala vsem sodelujočim in seveda tudi vam, ki ste se družili z nami. Odtek krepenenje in Boštjan Udovič.
n'importe qui, et c'est plus toi, je te dis n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
pač je težko. Ja, to. Oči na morski greben, na nočni dane Dragana poljubim ja, ako mi došla ne bi, onda se sama jednom u moru okupaj ti. Dođi na morsku zvizdu, da ti pocepam pisma, koja sam pisao ja. Ako mi došla ne bi, onda se sama jednom u moru okupaj ti. Dođi na morski štulac, da ti pokažem kuću, gdje sam se rodio ja. Ako mi došla ne bi, onda se sama jednom u moru okupaj ti. Izašla morska zvizda, stradat će tvoja pisma, koja sam pisao ja. Večer druženja popestril tudi kulturni del, skratka, da ste se zabavali, to je bilo dejansko mišljeno v sproščenem vzdušju. Bi se pa na tej točki, morda, ker je primerno zahvale imate napisane na programu, zdaj komu vsem konkretno, ampak morda bi se najprej zahvalil dekanu fakultete, predstojniku katedre. Da ste namreč omogočili, da ta večer sploh imamo. Predstojnika centra žal zaradi drugih obveznosti ni tukaj za mednarodne odnose, ampak ki je z nami, kot je rekel, v duhu in ob hrani. Jaz upam, da ste se imeli lepo, večer je bil, meni je bil čudovit. Zahvaljujem se predvsem množici študentov, ki danes ste jih nekaj videli tukaj na odru, nekaj jih
večina jih pa niste videli, so ali še v moji pisarni režejo stvari za pogostitev. Množici tistih deseterov, ki so pripravljali ta večer ne bi mogel spet, če ne bi bilo ogromno prostovoljnega dela, ogromno truda vloženega, kljub temu, da imajo marsikateri študenti zdaj res hude študijske obveznosti in zato predvsem za ta večer hvala vsem vam tukaj, tistim zadaj organizatorjem, ki stojijo. Samo še z dvema stavkama, se veste, da jaz ne znam biti kratek. Prvi stavek oziroma poved, ker je lahko dvostavčna, bo en lep, hvala lepa in nasvidenje v letu Obsorej, upamo, da bo priložnost za to. In druga priložnost, ki jo pa želim vsem, ki so sodelovali v kulturnem delu večera, če prosim pridejo gor na oder, da se še enkrat poklonimo vsi skupaj in da vam lahko izročim vsakemu eno rožico. Hvala. Hvaležnost za ure vaj? 107. 107 kaj? Ur? Aha. Skratka, ničesar ne bi bilo, če ne bi pričujoči. Jaz nisem jih najbolj orožno noseč. Imamo velik vrt doma in morate razumeti, mi to pokosimo na hitro. Nimamo časa, da umeti.